Dober večer. Mi se malo spogledujemo, ko smo se že enkrat v zelo isti zasedbi že srečali. Tako da lepo pozdravljamo oba gosta. Po moje bo zdaj tudi veliko vprašanj, saj upam, bomo imeli tudi nekaj časa za to. Mislim, po svoje kar težko začeti. Zato, ker je verjetno toliko enih takih zanimivih izhodišč, ki jih lahko naredimo, ampak evo se rekel, moram gospoda Skrubeja vprašati nekaj drugega kot zadnjič. In to je reklamne akcije, ki ste jih imeli za Iskrodel. To so bile zelo domiselne. Pa tudi to, da je bil računalnik vaš eden od glavnih likov v zelo priljubljenem mladinskem filmu, je bilo tudi kar nekaj novega, pa me zanima, kdo je imel marketing čez? To ne vem, marketing je glavni, na začetku je bil Vasja Herbst, pokojni že, potem bila pa Damjana Simončič. Ne vem, koliko sta imela tle zraven, da je ta film, da je to prišlo v to uporabo, v te filme, ker to je bilo predtem. Zdaj pa ne vem, kdo je še uporabil tole za reklamo. Ampak vi ste imeli tako en čez, ste požegno, ste rekli. Ne. Jaz moram reči, da tudi se moram zahvaliti gospodu Grudnu, da je imel tako dolgo živce, voljo, da je 10 let zbiral ta material, no in da je pred 2008 na 2009 prišel slučajno do moje knjige, za katero se moram zahvaliti vsem deltašom, pa predvsem profesor Železnikarju, pa Sadene, gospodu Rismanu, pa še nekaterim, da so me prepričali, da sem šel taj knjigo napisati. No, tako da, kar se tega filma tiče, pa to je samo vztrajnost gospoda Grudna, da je do tega prišlo. No in lansko leto je bil sploh en čudno leto, prvič za mene, da sem dokončno videl, ko so Finance objavile, ne glede na razne dezinformacije, koliko smo bili mi zadolženi, da je ostal denar, ne tako je Toplak rekel, par 100 evrov, pač pa kar nekaj 1000 evrov po 31 letih stečaja. To mi smo imeli tako veliko premoženje, ko so nas vrgli v stečaj, da sem jaz enkrat rekel, da so zaradi kosa mesa obisli kravo. Cel vid tega, da so nas vrgli v stečaj, je biti pred do našega premoženja. Mi smo imeli svoje note in smo bili lastniki vsega tega, zato je tako dolgo trajalo v vseh republikah, v Makedoniji, Bosni, Srbiji, Hrvaškem, mi smo na Reki in podobno. Mi smo imeli vse tole, kar smo sami kupili. Zdaj, da me ne bi vprašali, zakaj smo prišli do toliko denarja. Mi smo edini na svetu digitalne procesne računalnike preusmerili z našimi softveristi v poslovno področje, da smo formirali pol banke v bančništvo, zavarovalništvo in tam, kam je bil velik denar. In ker je IBM tako visoke cene imel, naslednji konkurent Hani Velč, ki je bil pod Srbije, ko je bil iz Niša, smo mi se skrili not, ker smo bili blazno razliko v ceni, ker mi smo res naredili mašino. Mi smo zelo mali vozno komponentu, 10%, da te vedeli. In seveda zato smo bili toliko konkurenčni in smo toliko denarja imeli. In mi nismo dobili enega denarja od kjerkoli. Mi smo mogli vse licence pokriti, iskrene kazenske klauzule, ko so kupili CDC, Gorenje, tisto, kar je kupil, smo mogli mi pokriti, nam pa država nič ni dala, čeprav so nam obljubljali vse, samo da smo pokrili vse te izgube. Tako da, jaz bi se predvsem vsem sodelavcem zahvalil, predvsem pa tem softveristov, ki jih ni več. To predvsem gospoda Barliča, tega Pečarja, kaj je bil Pečar in kaj? Moravc, ja, in podobni, ki so pa res šli v globino operacijskega sistema digitala. In smo mi lahko tako spremenili, da smo mi delali res svoje sisteme.
Neko eni hoče prikazati, da bomo preprodajali digitalni računalnik. Nič nismo preprodajali. Mi smo bili največji kupci diskov od Fujitsa v Evropi. Evropa tako danes nima nič. Nimaš svojega računalnika, pa nima ni svojega softvera. Mi smo vse to imeli svoje. Ne? In glede na to, da smo imeli lasten razvoj, so da tudi nas Kitajci izbrali, ne za tega, ko bi bili kaj. Danes mene nekateri vprašajo, Janez, kaj bi pa bilo iz Delte, če bi vi naprej bili. En kolega mi je rekel, Janez, Kitajci so reinkarnacija Iskre Delte. Nikoli ne bi bilo Kitajcev, če jih mi ne bi začeli učiti v to področje. Ko je rekel doktor Toplak, oziroma ne ambasador tale Dragan, po našem, ko smo mi to naredili, je nastal Huawei, takoj so dali po istem konceptu. Američani so jim naredili vse nove telefonske centrale, kupili so to, vendar so na bazi svojih serviserjev, svojih strokovnjakov, ko so jih poslali na tisoče v Ameriko. Vendar oni so paralelno tudi svoje stvari delali, ne samo, da so za Američane delali na tej tehnologiji. In danes veste, kje je Kitajska. To pomeni, da to, kar je moj kolega rekel, Janez, Kitajci so reinkarnacija Iskre Delte. In to zmeraj bolj se bo dokazovalo. To smo odbili. Gospod Gruden, večkrat je bila izpostavljena ta vaša vztrajnost pri tem. Mislim, glede na to, koliko enih takih skrivnosti s tem povezan, kako ste na koncu sploh lahko zbirali ali pa našli in sogovornike, pa preverjali, kaj se je vse sploh zgodilo, glede na to, koliko je enih takih odprtih stvari. Kako je to sploh potekalo? Od zasnove do koncev tudi zbiranja dokumentacije, pa da ste sploh dobili sogovornike, še žive, da ste lahko sestavili zgodbo? Ja, leta 2008 sem jaz prebral knjigo gospoda Škrube in sem ga takoj, ko sem nehal brati, sem ga poklical. Ker vedno iščemo neko zgodbo, da je... In v bistvu zgodba Iskre Delte je imela čisto vse elemente, ki jih mora imeti. Dramaturgija je bila že spisana. Ne? Iz kleti do zvezd in zelo žalosten konec in hiter. Tako da sem vztrajal ogromno let najprej, da sem dobil sredstva RTV-ja in Slovenskega filmskega centra. Na to, vsa ta leta pa sem seveda raziskoval dalje in se pogovoril z ogromno ljudmi. Bral sem knjige od klasične Jobsa in naprimer tudi od Microsofta, pa od IBM-a, knjige veleposlanikov ameriških, ki so bili takrat v Jugoslaviji. Mislim, vse malo tako vse poprek in se pogovarja z ljudmi. Iskal pa sem vedno nekoga, da bi bil antagonist, direktni antagonist, da ga bi lahko videli iz mesa in krvi oziroma vsaj v bližnjem planu v filmu. In razen govoric, kateri je že omenil Škrubej, naprimer, da so lepili nalepke na uvožene računalnike ali pa da so TR3 je Iskra zgubila zaradi Delte. Ampak nihče od teh ljudi ni, ko je bilo treba nekaj povedati, oziroma so, pač jih ni. Ja, manjkajo. Ja, manjkajo. Se zahvaljujem ženi Tani, vsekakor, da zakaj sem vztrajal toliko let. Ker parkrat je že mislil iti film skupaj s puško in tanki, od Titota ali pa od Hitlerja v koruzo. Ampak evo, je trajalo veliko, ampak tukaj je. Če bi imeli možnost, poleg tega antagonista, ki ga ni, kaj je recimo za vas osebno tisto vprašanje, ki vas najbolj zanima, pa vam manjka odgovor? Najbolj me zanima, naprimer, ne vem, če je antagonist, ampak dobil sem se dvakrat z gospodom Zemljaričem
In verjamem, da bi lahko marsikaj povedal. Ne vem, tako bi lahko rekli, Andreoti, pravijo, da v tej njegovi grbi je imel črno skrinjico. Tako da bi mislim, mene bi zanimalo to malo bolj... Kaj bi ga vprašali? Mislim, nekaj, kar ne bi dobil odgovora. Kako je to bilo in kdo je točno zdaj tukaj zadaj. Mislim, sej vem, da ni, ker tukaj jaz sem skušal vsekakor kar zelo prikazati široko to paleto. Ni eden, se ne da pokazati s prstom. Ogromno zadev je bilo. Ali bi Američani dovolili eno iskro delto, če jo ne bi naši, dajmo reči, pokopali? No, to je vprašanje res tudi za gospoda Škrubeja. Kakšna je bila takrat ta velika igra? Ker recimo Američanom je takrat bilo do neke mere v interesu določen del svoje tehnologije dati, tudi zaradi tega, ker niso imeli dostopa na vzhodne trge. Ali kaj je bil recimo njihov motiv za to, da so bili pripravljeni sodelovati z vami? Dobro, imam dokaj stvari povedati, čeprav nisem mislil. Prav. Prvo, kar je, jaz sem za vsega začetka povedati, po moji predstavitvi kitajskega projekta v Washingtonu, vsem obveščevalnim službam, ki jih je 16, NSA je sam čez, jih je kap zadela in potem jaz imel, nekako sem tudi podpisal en dokument, da bom čul, da to ne pride ameriškim sovražnikom v roke, te naše računalniki. Jaz sem bil dogovorjen z NSA in še v drugimi, da predvsem pa še s predsednikom Gandijem. Vi morate razumeti, da Jugoslavija ni spustila predsednika Indije v Slovenijo, da bi videl iskro pa iskro delto. In mene so pol povabili v Beograd, naši Urše še veko mi je kupil obleko, da sem pol bil sprijet v Belem dvoru pri predsedniku Indije Gandiju. In tam je on mene sprejel vse politike, kap zadel, da sem jaz prišel tja nepovabljen, oziroma povabila me je indijska obveščevalna služba. No in predsednik Gandhi je po meni rekel, gospod Škrubej, če vse te kriz, da imate vi tako dober sistem, kot bil taj naš Triglav, mi bi software delali, vi boste pa delali tele mašine in bomo mi pokrivali vse nevrščeni svet. Mi smo imeli take možnosti, zato sem se jaz pa odločil in smo šli graditi tovarno, tam, ko je zdaj Telekom noto stegna, ko ste malo navideli tle. In je spet na politiko kap zadela in so mi financerje zaprli, da bi mi pol delavci odpirali, ker plačne bi bilo. Sej, ne vem, če je tle gospa Radoja, na kak način sem mi pričal, da je šla plače zračunati, ki je pol denar prišel iz Beograda oziroma te kontraobveščevalne, ker jim je bil interes, da smo mi živi, zaradi tega, da so bili glavni pred Sijo. Ker naša kontraobveščevalna je dobila večjo vlogo, kakor smo bili mi živi, ker smo imeli tehnologijo. In bistvo je zmeren si pomemben, če ima svoje tehnologije, če ima svoje znanje. Vse ostalo sploh ni važno, država. Važno je, kako tehnologijo vlada država, kakšne ljudi ima, kako ima izobraženi. In to smo mi taj imeli na raznih področjih. In zato jaz pravim, da na koncu so nas likvidirali ravno tisti pohlepneži, ko so videli, ko je vse razpadali, toliko veliko premoženja, ko smo ga mi imeli. Mene in še marsikoga iz Gorice boli pa najbolj, da so uničili šolski center. Kje bi mi danes bili, če bi ta center bil naprej? To je bila največja svinarija, da smo šli narediti. Tako da jaz hočem reči, zdaj boste videli, kaj se bo dogajalo med Rusijo, Kitajsko pa Ameriko. Zdaj bo Evropa videla, kak nič nima. Naši, pa ne vez, da bi, vsaj mojo knjigo jim da, ker se po celem svetu prodaja. Moja angliška, ki so Američani, so mene prepričali, da sem jaz pol dopolnil mojo knjigo in se zdaj prodaja preko Amazona po celem svetu. Če bi vsaj ti politiki v Evropi izvedeli, kaj smo mi pomenili, zdaj smo pa taki revčeki. Mi smo za celo Evropo bili profesori. Tek smo se po gremo neke revčeke tle. Zato še enkrat pravim, bistvo je za svet, za tiste ta velike, ki neki znajo, je, a imaš znanje, a imaš tehnologijo in kako imaš postavljeno univerzo. Jaz mislim, naša univerza je dajala in še daje dobre kadre. Če se ne motim,
Amazon prodaja knjigo pod fikcijo, ne? Ja, no, to pa zdaj zaradi tega, poslušaj, jaz, ko je ameriški založnik šel v to je bil Strategical Book Publishing Company iz Teksasa, ne, in moja knjiga dolgo je bila v tako zvanem pokritem delu, ker sem jaz v knjigi napisal eno stvar, ki zdaj vsi vidijo, da je res. In to napisal, da obvladajo svet z dolarjem, IT-jem in vojsko. In s čim oni lahko zdaj Ruse samo zabavajo? Samo z IT-jem. Ker kompletna proizvodnja čipov v svetu je pod ameriško kontrolo. Prvič, v Tajvanu, Južni Koreji in čist posod so njihove tovarne, v Evropi, kjerkoli je pač je vse ameriško. Tako da Rusom samo lahko preprečijo, da pride do čipov, oziroma Kitajcem kasneje, da ne bi mogli računalniku delati. V tem je cela resnica. Druga stvar pa je v tem, da optično omrežje, ki sem jaz, ko smo prišli nazaj, smo s Perftekom začeli zelo odločno v izgradnji optičnih omrežij v stavbah in tudi drugače, je pa ključna stvar, da so Američani v 90-ih letih, taj sem jaz bil projekt Intijem, optično povezali vse kontinente. Ključna stvar za internet je optična komunikacija, to meni optična povezava z vseh kontinentov in vseh mest. Sateliti tega ne rešujejo, ker je preveč lahko nevarno za kakršnekoli magnetne udare sonca in podobno in pol nimaš sigurnih zvezd. Tako da Američani obvladajo v bistvu vse, ampak bistvena je informacijska tehnologija. In jaz, ko sem dal naslov knjigi Cold War for Information Technology, te to dobed ni verjel. Šele zdaj se postaja vse digitalno. Še 15 leti sem jaz na Štefanu imel eno predavanje, fantje niso mogli verjeti, da v prišel gigabitni internet, kar je danes tle. Danes se lahko nadaljav, vidite pa se pogovarjate pa vse. Ampak osnova tega je spet v Ameriki. Ne? Vse te firme, ki so Facebook, Twitter, vse živ, Google, to je vse ameriško, to je vse NSA postavil. Da ne mi misli, da so vsi ti fantje, ko so na odverzah sami izmislili. Oni so tako kot jaz, ko smo bili kolegi na MIT-ju in podobno. Ne. To je zdaj resnica. Nisem vam mislil te povedal, pa da boste vse nekaj odnesli. Kaj se zdaj dogaja, kaj je res. A so vaši kitajski sogovorniki že takrat to razumeli? Zaradi tega, ker recimo ena od reči, ki jo nekdanja Sovjetska zveza, pa zdajšnja Rusija nima, je tehnološka premoč. Pač ja, oni imajo energente, oni imajo vojsko, oni imajo morske, ampak nimajo lastne tehnologije. Oni ne morejo priti sem pa postaviti pametno mesto, karkoli že to pomeni. A so vaši kitajski sogovorniki že takrat razumeli, da je to pomembno, da se osamosvojijo na področju tehnologije in grejo pol s tem? No, zdaj ste videli zdaj na olimpijskih igrah, kaj so Kitajci naredili. Tako. Jaz nisem rekel, da so Rusi naša reinkarnacija, nas pač pa Kitajci. In imejte zmerno v mislih izkodeliti od zadnji. Zato, ker smo res mi njih v osnovi učili. Tako da to je bistvena stvar. Kar se pa zdaj tiče starih stvari, boste pa itak videli. Evropa nikoli ne bo več taka, kot je bila, ko bo videla, kak nič nima. Govorijo, da bojo delali čipe. Če mi Amerikanci ne prodajo licenc, kaj bojo pa delali? Druga stvar so pa specialni materiali. Samo na magnetnih poljih, na magnetnih materialih, Kitajci zdaj pokrivajo do čez 80% vseh surovin. Prava igra še se začenja. In to med Kitajsko, Rusijo in tam. Kar se pa tiče programerjev, jaz sem imel zadnjič predavanje na fakulteti za matematiko, sem povedal, kako pomembni so matematiki. Rusi so bili zmerno dobri matematiki. In ne pozabiti, koliko so jim že udarili v njihove sisteme kot bumerang. Ne? In ravno tle imajo Rusi zelo močno orožje v softveru. In naslednja nadgradnja je predvsem pametni softveristi, ki lahko udrejo v kjerkoli sistem in to se zdaj vidite, kaj delajo hekerji, ki niso organizirani, pač pa samo za denar. Gospod Duren, malce prej sem nakazal to, da je bil eden izmed očitkov v tej knjigi to, da je skoraj fikcija, da to ne more biti res. Priznam, to sem že enkrat vprašal, da ko sem prvič gledal ta film, si nisem mogel tako pomagati na kakšne take dežavije na film Houston imamo problem.
Razlika je samo v tem, da pač ga gledaš, pa se ti zdi, ok, se je zanimiv, tole pa, ampak ja, dobro, vemo, da ni res, tlele pa gledaš, pa rečeš zanimiv, pa bi skoraj rajši videl, da ne bilo res, pa je kar res. Mislim, a vas kdaj kaj sprašujejo okoli teh primerjav, recimo na kakšen način, da ste morali tudi vi kaj dokazovati, da to ni še Houston, da to ni mockumentary, da je to dejansko bilo? Tako je bilo. A se vas kaj obremenjuje? Ne, oziroma jaz, ko sem prebral Škrubejevo knjigo, moram reči, da sem na začetku navijal za to, da bi bilo vse res, ne, ampak pol niti ne, mislim, se tudi, če ni res, ne, pač bo Škrubej povedal, ne, zgodbo, kot jo on vidi, ker meni mi je tudi taka neresnična bi bila čisto v redu, ne. Ampak se pravim, na to sem začel raziskovati, pogledal vse te, ne vem, in zapiske in karkoli, in iskal nekoga, ki bi pač povedal nasprotno, ampak žal, ja. Mislim, žal, ja. Mislim, da bi bilo fajn za... Tudi. Ja. Zdaj, eno od stvari, ki jo vidimo v filmu, je tudi ta zelo zanimiva vohunska prihoda. A ste imeli tudi vi kakšno vohunsko prihodo? So kakšni posnetki skrivnostno zginili? Vas je kdo kaj hotel prepričati, da kaj dati noter ali pa ne? Ne. Nič? Nič. Ni bilo tega? Ne. Pa vsi fajli so še vedno tam v računalniku. Škoda. No pa, jaz vam to še reči zraven. Vejo, da ni denarja, ne? Ja. Jaz moram še to reči, da zdaj najdete tako vse na internetu, ne. Na YouTubeu ogromno tega materijala. Jaz se zahvaljujem našim, ki držijo našo spletno stran, predvsem gospodu Brajaku, pa Rožiču, pa ostalim, ki so zdaj vseh spravili, vso našo dokumentacijo, ki so jo hoteli da bi se zgubila, da se je zdaj pojavila, da imamo vse na internetu in da je vse to res. Ne en pove, kaj ni bilo res. Ga ni tle. Jaz se upam vsakmu soočiti in da ne boste grdo gledali gospoda Zemljariča. On je najmanj kriv. On je bil v najtežjih situacij, leta od 80 do 84 je bil predsednik vlade. In on, ko je videl, da sta dva velika, Gorenje in Iskra, ušla v take licence po $10 milijonov za neke stare mašine, je on na koncu meni verjel, čeprav me je hotel zamenjati v začetka takoj s Kučančičem, če da nisem ta prav za isko delto. Mene so dvakrat zamenjali. In potem je Zemljarič videl, da imamo mi prav, vem, da zadnji so ostali moji kolegi, Mladina, sindikat, vsi živi so se oprli in me niso hoteli dati. Tako da gospod Zemljarič je pa presekal in sta se ona dva mogla združiti z nami v Sloveniji. V Beogradu je pa šele kasneje Milošević spoznal, kaj nima, ne? Ko smo mi že pokrivali glavni del srpske energetike, vse te glavne firme, Đerdap smo mi naredili in podobno. Ne pozabiti, mi smo šli v ključne elemente v Jugoslaviji z našimi računalniki. Ta denar ni kar tek preletel. Mi smo imeli leta 88, tako je prišel Gorbačov, tisto končno leta 88, mi smo imeli $88 milijonov prihodkov, kar bi bilo zdaj $500 milijarde. Istočasno smo imeli čez 8 milijonov profita. Naslednjo leto so pa nas likvidirali, zato ko smo bili 2 meseca nelikvidni, oziroma smo meni fantje za hec naredili štrajk, ker nismo plače izplačali redno, mislim 15. tako vsak let. Ne. To je vsa resnica. Ne. Ono vodstvo Iskre in pa seveda Intertradeova liga, to pa kar zdaj povedal, pa Udba, in smo jim šli na živce, ker smo imeli toliko denarja in nas niso mogli preko denarja držati. Vsi hoče, kakor si ti zadolžen, kakor si koga odvisen, nisi svoboden. In ne mi dobedne govori, da smo mi svobodni, ko smo zadolženi, ko hudič. Ne. To pa zdaj vse povem. Bo tudi na koncu možnost, ampak če ima kdorkoli kakršnokoli vprašanje ali pa tejo za oba sogovornika, se lahko tudi zelo že vmes oglasi, da česa ne spustimo. Jaz mislim, da je ta zgodba tudi o bad gayu, to se pravi tisti osebi, ki je celo zadevo izdala, ki ima račun,
ki je pokojni, ki je bil tudi v olimpijskem komiteju in ki bi moral, kako bi rekel, za določen denar opraviti grdo delo. Izdajstvo, bi rekel, je čisto normalna stvar v poslovnem svetu, v tej deželi je pa to tudi poznana zadeva. Tle je bilo rečeno glede Janeza Zemljariča, politiki ponavadi, ko gre za kako, bi rekel, kočljivo zadevo, pomežiknejo ali pa prikimajo, nikoli pa ne boš dobil od njih eksplicitne izjave. Zadeva bo znana šele takrat, ko se bodo odprli računi tega gospoda v Združenih državah Amerike in ko bodo dediči veseli, da je za to svoje izdajstvo dobil velike pare. Hvala lepa. Še kdo? Ena stvar, ki me je, gospod Škrube, ena stvar, ki me je zmeraj tudi zanimala. Danes je ta svet tehnoloških podjetij izredno koncentriran. Praktično vse proizvodna in čipov in vsega je v rokah parih podjetij. Vstopni stroški so ogromni. Če hočeš danes začeti lasten razvoj, delati čipe, delati osnovne tehnologije, s katerih lahko sploh postavljaš infrastrukturo, so to res astronomski zneski. A bi takrat v tistih časih bilo dejansko možno na tem prostoru imeti tako proizvodno, da bi se bilo mogoče tehnološko osamosvojiti po kakšnem scenariju, vsaj do neke mere? Ne vem, ali vi nič poslušate. Jaz sem rekel, da Kitajci so reinkarnacija iske delte. Oni so vse to naredili, kar bi drugače mi. Jaz sem se tudi mi smo bili leta 84-85 daleč pred njimi. Naj moji kolegi povejo, kako smo jih učili. In oni so iz tega učenja, kaj so pri nas vedeli, pa kako so od naših, ko so hodili na Kitajsko, na kak način smo mi z Američani delali, so prišli do vseh teh tehnologij. Vendar, največja stvar je pa bilo podcenjevanje. Dokler so Američani nas podcenjevali, do kitajskega projekta, je meni so rekli moji kolegi tam pri Digitalu, Janez, kaj rabiš, pa to, pa smo dobili oni, pa za tovarno vse, vse smo dobili. Ker so nas podcenjevali, da v taki neki levi komunistični državi je ne može, da nekaj tega rata kar v Ameriki. Ko pa smo mi kitajski projekt naredili, se je pa vse posul po nas. Najbolje nas pa zaklal Gorbačov, ko je prišel k nam pogledati, kaj je v Sloveniji, oziroma da bi prišel do našega Triglava. Samo jaz sem, on jim v KGB je jasno rekel, če sem tudi na televiziji, oziroma tle na filmu, da bo Jugoslavija odločila, kaj bomo mi dali Rusim, kaj pa ne. Sem rekel, ne bo, ker ni nam nič dala in tudi mi ne bomo nič dali. In pa so znoreli. Pa bi me lahko sicer odpeljali. Še eni. Mislim, še pravim, tudi Rusi, ne samo domači. Da so tudi... Ne, sej... Kaj? Kaj je bilo? Ja, da veliko ljudi vas je hotelo odpeljati. No, jaz se v tistih časih, moji kolegi dobro vejo, se jaz nisem upojeti, v eno socialist, ono državo, na ono stran, tudi drugače se nisem upojeti, še pa, ko sem šel na Japonsko s gospodom Smoletom, taj še ni bilo tako hudo, ampak je nas japonska vlada povabila, ker smo mi največ diskov kupovali od njih. No, ampak je pa cel vic bil v tem, da so mi Američani dali vedeti, ker sem jaz bil podpisnik teh dovoljenj, da boljša ne grem ven. In najbolj je bilo nesrečno, ko smo mi vodili univerzijado na Češkem. Mi smo kompletno IBM-a ven vrgli in smo mi pelali z mrežo računalnikov partner in Triglav univerzijado na Češkem. In so mene povabili, da pridem gor in se nisem upojeti. In edino, kar mi je ostalo, je, da imam kompletno opremo, mislim, dres tega, ko bi mogli jeti na Češko. Tako da, po tistem, kar smo mi po Kitajski, se je vse usulo po nas, predvsem obveščevalne službe. In to je bilo grozno. Če nas, jaz bom če to povedal, knjigo sem narobe napisal, da je to kontraobveščevalna bila.
Mene je sprejel takoj, leta 86 jeseni, še prej povedal, da je prišel prvi kitajski predsednik vlade v Slovenijo, da bi rad se izboril v Beogradu, ker Beograd ga ni hotel pustiti, da bi videl Iskro. In je predsednik kitajske vlade prišel leta 86, oktobra ali septembra, in so ga poslali gledati, ne vem, Bernardin je bil tukaj narejen, pa se smel, pa ne vem kaj. Sploh ni noben vedel, kaj oni imajo že vse v Šanghaju. In pol je ta kitajski predsednik vlade, ker je le bil velike Kitajske, toliko užaljen, da so mene na hitro povabili na večerjo na Brdo, in na tej večerji sem jaz bil tam na koncu nekje sedel in so se hvalili gor pa dol, in pol pa, kaj sprašal, da je najbolj užaljen za tega, ker ni mogel videti Iskre, pol pa en pokaže, pa se tam sedi generalni direktor Iskre Delte. In ko so Kitajci to slišali, so vsi okrog mene, niso šli več one jugoslovanske delegacije, ne naše, vsi okrog mene, kako bomo delali skupaj in tak naprej. Ne? To je vsa resnica. No in pol, po tistem, so mene hoteli pa takoj zamenjati, to prav tak Toplak že povedal. Ampak bom to povedal, me je poklical pa predsednik nacionalnega komiteja za varnost, SFRJ. To je bil general Ivan Mišković, ki je imel pooblastila od Tita do leta 88, dokler ga niso zamenjali, februarja pred obiskom Gorbačova so ga zamenjali srbski generali in naredili puč in pa se je začela pa je začela razpad Jugoslavije. Medtem ko je general Ivan Mišković, je pa mene ko smo razložili, ko je videl, kaj vse delamo, je rekel, Janez, ti samo učuvaj ono firmo, da ćete raditi, ako se nešto desi, zovi me, mi ćemo to rešiti. In ko so vse banke dobile denar kot partije, da mi ne smejo dati denar za plače, to gospa Radoja dobro ve, sem jaz dobil tiste milijarde iz Beograda preko tega SDK-ja in smo izplačali plače, pa še plače smo dvigali za 15%, da je cela Iskra znorela, pa tudi vsi v Sloveniji. To je pa zdaj tista resnica, kaj je bilo res, ne. Gospod Burman, zdaj, to je verjetno malo tudi nehvaležno in tako vprašanje, ampak po tej zgodbi, kaj vas lahko toliko zaintrigira pa pritegne za naslednjih 10 let? Že 5 let se dela. Melania Trump. Melania Trump? Ja. Ja, tudi tukaj bo tako, bo živo. si mislim, pa imate še vstop do Sevnice? Ja, to pa ja, vedno in z odprtimi rokami. Ja, super, Sevnica. A do nje ste pa že prišli? Ne, nikakor ne pride nihče do nje. Tako da, seveda pa smo skušali, ne, in to je tudi v filmu. Ja, tako da je groba montaža. Ne vem, še par mesecev in bo. Ne bo 10 let to trajalo. Ne bo. Ampak je pa res absolutno še en zelo zanimiv lik. Ja, dogodek je edinstven, ne. Če nam je to všeč ali pa ne. Vprašanje. Janez, jaz imam eno vprašanje, ne. Zdaj smo 30 let smo samostojni in tako naprej, ne. A so te mogoče kdaj kakšna leva, desna, vijoličasta stranka, kjerkoli povabila, da bi recimo ali premijer ali pa vsaj gospodarski minister? Ne, jaz sem šel gor nad Rakitno in gor živel in nisem srečal in poznal in se z nobenega politika, ne z leve, ne desne strani, ker imam vse malo za hecne, ne. Tako da. A pa je kakšna ponudba, ki bi jo sprejeli? Jaz? Nikoli. Še kakšno vprašanje? Aha.
Dober večer vsem skupaj. Moje ime je Ivan Vogrin. Mene je povabil na ogled tega filma moj dolgoletni prijatelj Boris Nemec. Ko sem jaz prvič gledal ta film, jaz ga namreč gledam drugič, sem bil šokiran. Danes ga gledam drugič, sem še bolj šokiran. Kako je mogoče, da takšen sistem se uniči iz strani politike, kot je Iskra Delta? In zdaj mi je popolnoma jasno, zakaj so uničili tudi moje podjetje. Namreč s Borisom Nemcem smo napisali skupaj eno knjigo, zakaj naša domovina umira. In vidim, da smo zadela. Je pa seveda gospod Škrubej najbrž zelo boleče, sicer z velike distance, se spominjati in podoživlja to, da ste vodili dejansko svetovno fenomen, da ste zbrali ekipo in da je seveda slovenska politika, ne takrat, ne danes, ne zmore te modrosti, moči, ne vem, kaj bi človek rekel, da bi seveda skrbeli za lastni narod. Tako kot ste vi skrbeli za Iskro Delto, da so imeli dobre plače, da so se dobro počutili, da so se dobro razvijali, da ste imeli perspektivo, da niste bili zadolženi, je seveda v slovenski politiki prav obratno. Torej, jaz nekega posebnega vprašanja nimam, prosil sem mojega kolega Borisa Nemca in je rekel, da je danes prinesel zraven vašo knjigo, jo bom z veseljem prečital. Je pa seveda z mojega stališča to pravzaprav šokantno odkritje in mogoče vas vprašam samo to, kako ste vse to preživeli oziroma kako še danes to doživljate? Hvala lepa. Danes jaz sem že prej rekel, no pa se nekateri vejo, ne, se pač ukvarjam s kmetovanjem, koliko se da krompir predelujem, pa slivko pa podobno. Drugo, moram pa reči, da me cenijo pa na MIT-ju, tako da jaz sem še zmeraj povezan z onimi, ko so nosilci tega vsega razvoja, z MIT-jem in tako da, kar se tehnologije tiče, sem zelo dobro obveščen in tudi izmenjujemo preko zdaj, ko imamo Skype, pa imamo Zoom in podobno, da se lahko tudi drugače vidimo pa debatiramo. Tako da, moram pa še eno stvar povedati. Zdaj, čeprav nisem hotel, pa gledajte, ta moja knjiga angleška, ki je Andrej Kovačič je menda tle, ko je bil prorektor, smo bila pri rektorju, in je glih ta išla knjiga v angleščini, sem jaz rektorju razložil, sem rekel, no, da pa so jo objavili, pa sem prvo kopijo dobil. No, pa on rekel, to bi mogli pa naši na univerzi to prebrati, ne. A mislite, da je kdo še te slovenske ni prebral? Ker prvi so vsi misli, da je to fikcija. A meni je pa moj založnik rekel, veš, knjiga ne bi mogla iti globalno naprej, ker tiska se v Avstraliji, Angliji pa v Ameriki. Prav, če ne bi mi pristali, da je to fikcija, ker je preveč resnic not navedenih, kar ameriški vladi ne paše. Predvsem pa tista, ko sem jaz prvo rekel, kako vladajo svet. Dolar, IT pa vojska. In zdaj te videli, s čim je oni lahko Ruse prizemljajo. IT-jem pa dobenim reči. Še kakšno vprašanje? Dobro večer. Čisto na kratko, a je imela Iskra v razvoju še kakšen izdelek za Triglavom, za v prihodnost namenjen? Ne, Iskro so razbili, tako nas, ne, Iskra je imela, mi smo bili v Iskri, zdaj pa če še malo v Iskri povem, smo bili v špici v elektrooptiki, mi smo imeli svojo mikroelektroniko, mi smo bili v avtomatizaciji in tako naprej. Vse to so likvidirali. Tako da, takoj, ko smo mi padli, so padle tudi vse ostale zadeve v Iskri. Tako da,
Jaz ne morem kaj reči, pa tisti, ki so to vodili, so bili totalni kreteni. Mogoče me bo kjer tožil za tega. Zgoraj še? Janez, mene pa zanima, kaj se je dogajalo takrat v pisarni tik pred prihodom Gorbačova. Ozadje in meni to nikoli ni bilo jasno, dobil sem pa samo bolj, bi rekel, neke take informacije, ki rad bi videl zares, kako to stvari so šle in kaj se je zgodilo. Vse je tle že malo prikazano v filmu. V glavnem, moje tajnice, mislim, en del delegacije je bil pri našem zdajšnjem predsedniku Pahorju, ki ga je vodil Gorbačov okrog, medtem ko glavni del iz kontraobveščevalne so prišli pa k meni v pisarno in me hoteli na vsak način prepričati, da naj se ne branimo in da naj, še to bom povedal. Takoj so formirali firmo, oni naredili v Moskvi, to pomeni firmo Teda se bi naj imenovala in bi bila kar blizu Kremlja. No in ta dva iz KGB-ja sta prišla k meni, mi grozila, no, a to je tudi zvedla naša obveščevalna, no in so rekli, so mi pomagali, ker sem imel dva vhoda, no se če je tajnica moja tle, pa kjer veda, da sem jaz imel pri pisarni še en vhod, eden pa preko tajnice, tega so me pol umaknili, da nisem bil, ker oni so me hoteli tudi na silo pripeljati do predsednika. Tega predsedniku je pol bil naš kolega Uršej, kjer je meni pol zastopil tam, da oni ne vem, kaj je obljubljal, ali pa kje sem vedel, da jim ne bomo nič dali. Ker jim tudi nismo mislili, ker mi smo hoteli še naprej z Američani delati, glede na to, da smo bili odvisni od procesorskih in drugih čipov od njih. Ne. Mislim, da bo čas še za eno vprašanje, če je. Je. Dobro večer, Alojzij Keber je moje ime. Bi me pa zanimalo, kako ste vi torej izbirali kadre oziroma kako ste uspeli torej z raznih koncev Jugoslavije nabrati te fante, ker verjetno ste imeli posebno strategijo. Kako? Niti ne. No, tudi punce, dobro. Ja, v osnovi je bilo tako, da prihajali so sami tisti, ki so hoteli nekaj narediti. In mi smo imeli tako organizacijo, da vsak je imel neko stvar, ki je imela zeleno luč na trgu, smo pustili, da se naprej razvija. Zato smo imeli mi več branž, imeli smo več programov in podobno. Vendar osnova stvar je bila pa v delti zmen vzami boljšega od sebe. In drugo, da smo držali tako dobro klimo med nami. Mi smo se v bistvu vsi radi imeli. Tako da ni bilo dobeno, je bilo težko iti po službo. Vse tle je veliko deltačev, naj povedo, če je bilo to res. Kot v partiji. Yes. Smem še vprašati naprej, zdaj ne vem, morda nisem dobro sledil vsega, ampak prej ste poudarjali, da je zelo pomembna tudi torej, univerza oziroma šola. Tukaj pa nekako ne vidim te posebne povezave med rečemo firmo in pa fakulteto za elektrotehniko ali pa firmo in recimo inštitutom Jožef Štefan. Je bila kar močna. Prvo k nam je prišel profesor dr. Železnikar, ki je imel pri nas na roko nad razvojem. Pri nam je bil med drugimi tudi bil kasnejši dekan fakultete za računalništvo dr. Divjak. On je bil za tisti čas pri nas šef šolskega centra v Gorici. Pa je bil, da ne govorim, profesor dr. Kovačič, ki je tle, ki je bil prorektor. In še veliko takih inženirjev smo mi imeli, sošolcev, jaz svojih, ker tudi profesor Brat, ki je bil moj sošolc, ki je na umetni inteligenci kar nekaj naredil. Tako da mi smo bili s Štefanom in z vsemi z univerze zelo dobro povezani, seveda pa tudi z ostalimi inštituti in univerzami. Ker jaz sem prej že rekel, Digital Equipment Corporation je bil druga največja ameriška firma v 70-ih letih
In oni so bili glavni na področju procesnih računalnikov, za vodenje procesov. Jaz sem tudi spoznal prve njihove računalnike, ko je Elektrotehna uvažala en vojaški sistem za obdelovanje makovin, kjer je bil not en PDP-8 njihov računalnik. No in preko tega sem jaz spoznal to firmo in sem šel prepričal gospoda Križaja, ki je bil taj predsednik Elektrotehne, da smo šli v Ameriko, oziroma podpisali pogodbo in pol jaz šel v Ameriko, da smo zastopali digitala. In pa mi smo začeli tako v Ameriki, smo imeli vsi dekove računalnike, DEC 10, pa PDP in tako naprej. Sem jaz tudi šel vse inštitute in na vse univerze po celi Jugoslaviji. S tem smo spoznali najboljši kader. In seveda, pa smo mi ene obdržali dol, jaz sem imel v Beogradu na koncu 200 ljudi, v Skopju tudi 100, pa smo v Zagrebu tudi 100, pa v Novem Sadu, ne vem koliko. V glavnem, mi smo bili neka vrsta taka multinacionalka in določene aplikacije so se razvijale v lokalnem delu. Ne. Tole, ko gledate, ko smo hoteli ladje upravljati nadaljavo in tako naprej, ko smo to nesrečno Queen Mary hoteli kupiti, smo mislili center narediti tudi na reki, ne, in so Rečani nam blazno pomagali in so že kar plac pripravili za ladjo tam kaj tist, blizu reke, ne, kjer bi mi ladja bila, bi imeli mi pol ta razvoj. Ne. Tako da, hočem reči, mi smo imeli to prednost, da smo prišli do teh računalnikov ta pravih. Ne. IBM je bil glavni v poslovnem delu, ni bil v procesnem. Zato je za nas velika stvar bila, da smo mi preusmerili te računalnike v poslovno področje. In s tem smo prišli do ogromno denarja. Ne. To smo imeli take razlike v ceni do IBM-a, ko hodiš, če IBM računalnik $100 milijonov, jaz sem rabil 50 000 ali pa malo več za voz, vse ostalo je bil pa nas zaslužek. Ne. Brez tega mi ne bi mogli vse tega kupovati pa delati. Ne. Samo partija, pa vsi ostali so videli samo denar pri nas, nič nismo jamrali, mi smo samo delali, kupovali, in so nas primer pustili do določene točke. Ko pa je preveč denarja prišlo, ko je pa Kitajc prišel, ko je povedal, kaj bomo vse delali, da bomo vse mi dol dobavljali, pa nisem bil več naprav, pa so me hoteli takoj zamenjati. In so naredili cel cirkus, da bi me zamenjali. In boge 3 financerje so mi zaprli, ko so mislili, da plač ne bomo izplačali. Tako je to. A smem samo še tole vprašati, vaš pogled na sedanje stanje Silicijeve doline, namreč, ker večkrat slišimo, da neke naše firme tam skušajo ustanavljati neke svoje ofise in tako naprej. Kako vi to gledate na to? To je pametno, mi smo tudi imeli. Mi smo tudi v Silicon Valley šli z našimi inženirji in so pol prišli na ta trg do komponent, do vsega. Vendar zdaj moram še dobro še to povedati, čeprav nisem mislil. Predsednik Trump, ko se je ustrašil tega vzpona Kitajske, je zdaj prepovedal vsem ameriškim univerzam, inštitutom, ki imajo vojaške projekte, da vzamejo na šolanje Kitajce. To je zadnja stvar, javno verjetno tak ni. Samo jaz preko mojih vem, kak je. Pa še ta Zoom, zdaj vsi koristite ta Zoom. Zoom je v osnovi naredil kitajski Američan. Tega, Kitajci imajo v Ameriki ogromno svojih strokovnjakov, to hoče reči. In tudi v Silicon Valley, pa posod tam, da ne govorim. No, ampak pravijo, da Silicon Valley ni več tisto, kar je bilo v času, ko ste vi bili, torej, glavni del razvoja je bil itak na MIT-u, na Massachusetts Institute of Technology, tam, ko sem jaz pol bil. Tam se je razvilo vse, tudi vsi računalniki za ARPANET, ki iz ARPANETA je nastal pol internet. Ker je Al Gore je pol, ko so znotraj ameriške vlade je ARPANET laufal, je pol on rekel, zakaj to ne bi komercializirali in je pol on to dal ven, medtem ko je pa ta Švicar pol poenotil operacijske sisteme in je naredil ta internet, da dela tako je. A lahko za zaključek še nekaj vprašam? To je pa zdaj zadnje vprašanje. Ne, ta zadnjo. Kako ste uspeli ob tolikih naporih in divergentnih akcijah, ki ste jih v svoji karieri izvajali, ohraniti, bi rekel, samega sebe, tako vitalnega še, kot vas vidimo nocoj? Hvala za odgovore.
živim na takem dobrem zraku, to je ena stvar. Drugo pa je, da nisem bil nikoli pohlepen. Če bi jaz bil pohlepen, tako so nekateri, pa bi me tudi hudič vzel. Ne. Sem se pa z malim zadovoljil in sem se šel lepo kmetovati. In tam lahko naredim kak šnops. Ja, gospod Škrubej, hvala za tole. Mislim, jaz res upam, da bojo ljudje poslušali pobrati zaradi tega, ker pomen tehnologije v razumevanju današnjega sveta je zelo spregledan. In če hočeš razumeti, ja, kdo ima danes moč, ki pravite, mora imeti tudi tehnologijo. Zdaj, gospod Ružen, vam tudi provošam čim več ogledov tega filma, zaradi tega, ker je pač pomembno, da se te stvari vidi, zato ker to so ene od tistih zgodb, ki sicer nekje vemo, da so pa to, ampak redko pridejo do realizacije. Tako da upam, da bo ogleda dost. Vam hvala za obisk. Sem pa, preden sem prvič gledal ta film, čistko slučajno prišel do ene knjige, to je pa čista fikcija, ki jo je napisal srbski pisatelj, mislim, da je Marko Vidojković in je tudi v slovenskem prevodu. Res vam hvala oziroma baš vam hvala. Knjiga se pa dogaja, je pa tako, v eni letalski nesreči v 80-ih letih umrejo čisto vsi republiški voditelji bivše Jugoslavije. In vključno s tem tudi vse njihove nacionalistične težnje in vse, kar bo prišlo za tem. In Jugoslavija ne razpade, ampak postane ena taka socialistična, tehnološka, družbena utopija, kjer bi verjetno tudi Iskra Delta bila to, kar nažalost ni bila. Tako da hvala vsem vam za obisk. In pa razširite, ne vem, priporočite film tudi drugim. Hvala za obisk.